Spet je bil tisti dan. Dan za slavje v Ljudskem vrtu in potrditev znane zgodbe. Slovensko prvenstvo traja 36 krogov, prvak je NK Maribor. Šampioni 12. in 4. zapored. V domu prvakov je hitro odmevalo Maribor šampion. Zgodba o tem, kako se je odvrtel film o potrditvi nove trofeje, se tokrat začenja v 17. minuti. 1:0 in prvi korak do uresničitve cilja. Med akcijo za vodstvo je Viler podal z leve strani v kazenski prostor, gostje so žogo odbili, a niso odpravili nevarnosti. Mertelj je v nadaljevanju akcije poskrbel za stopnjevanje pritiska, po njegovi podaji pa je Milec z natančnim predložkom z desne strani vrnil žogo v sredino in Fajič je poskrbel za učinkovit zaključek. Vratar Curanović je skušal, a žoge ni uspel ukrotiti. Ena roka je bila že položena na pokal. Gostje iz Kranja med torkovim večerom, namenjenim novi veliki vijolični zabavi, razumljivo niso želeli biti le udeleženci slavja. Grem za obstanek in v boju za ohranitev prvokategorniškega statusa je vsaka točka nadvse dragocena. Vmes so uspeli izenačiti, čeprav bi o tej akciji lahko dolgo debatirali zaradi odločitve, ki je vznemirila strasti. Zaradi gola iz ofsajda Režič je izkoristil darilo po sprejemu žoge v prepovedanem položaju, prišel do udarca in naciljal po tleh v desni spodnji kot za 1:1. Protesti niso zalegli, a niso načeli zbranosti, še manj pa ustavili pohoda do cilja. Hitro so bile zadeve vrnjene na želeno mesto in znova je bil strelec Fajič, ki je zdaj že pri 16 prvenstvenih zadetkih. Začetnik akcije je bil Vršič z odvzemom žoge, podal je do Tavaresa, ki je spravil žogo do Fajiča na levo stran. Prvi poskus se mu ni izšel, a si je spet priboril žogo in po preigravanju obdržal nadzor nad žogo ter dokončal prodor z natančnim udarcem. Za 2:1, za novo veselje na tribunah in kot se je kasneje izkazalo za končni rezultat. Rezultat, ki je pomenil, da je NK Maribor spet prvak. Uspehov ni lahko ponavljati, toda mariborska zgodba o uspehu ostaja stalnica. Tudi ob spremenjenih vlogah prvič je ekipo do slovenskega prestola v samostojni trenerski vlogi popeljal Ante Šimundža. Vsaka sezona nekaj posebnega, vsak naslov, vsaka lovorika je nekaj posebnega. Moramo se zavedati, da si vsak želi priti na vrh in na vrh je priti izjemno težko, še težje pa se na vrhu obdržati. Tako da tukaj z naše strani, bom rekel, je neka izjemna motivacija, ki nas drži na vrhu. Med naskokom na vrh se je zvrstilo še kup priložnosti. Nogometaše Triglava je pogosto reševal vratar kot ob soočenju z Vršičem. Med vmesnim obleganjem kranjskega gola je Mendy, ki je pred tekmo podaljšal zvestobo in podpisal novo pogodbo veljavno do leta 2017, izzval aplavz za akcijo na desni strani, podal pred gol, Fajič pa bi dosegel skoraj hat-trick. Kanček negotovosti se je utrnil, ko je šampionska zasedba od 50. minute igrala z igralcem manj, saj si je z drugim rumenim kartonom izključitev prislužil Argus. Treba se je bilo na novo razporediti na igrišču, kljub temu pa se razmerje moči ni spremenilo. Vratar je ostal tisti, ki je reševal Kranjčane. Izkazal se je tudi z obrambo po spretnem preigravanju in udarcu Vilerja. Ko pa se ni dotaknil žoge, ga je rešil okvir gola. Mertelj je poskrbel za domiselno akcijo in podajo do Fajiča, ki je ciljal proti nasprotnemu kotu, a povišanje vodstva je preprečila vratnica. Dvakratni strelec zaradi poškodbe ni končal tekme, z igrišča je odšel pred koncem ob stoječih ovacijah. Je pa do končnega aplavza, do velikega slavja ostala še kakšna zanimivost. Med odštevanjem do zadnjega sodniškega žvižga se je mreža zatresla še enkrat. Ob gostujočih poskusih, da bi izenačili, je šel na drugo stran tudi vratar in je gol ostal brez zadnje ovire. Ko je ob protinapadu podal Milec, je žogo spravil v prazno mrežo Bohar, vendar je bil zadetek razveljavljen zaradi ofsajda. Ostalo je 2:1, 3 minute sodniškega podaljška so se hitro iztekle, potem pa slavje. Za mnoge samoumevno, a zmagovita formula še zdaleč ne nastaja tako. Veliko je dejavnikov, ki odločajo, da bo v sezoni 2013-14 na pokal namenjen slovenskim prvakom vgraviran spet NK Maribor. Moram reči, da psihe, naša glava so tako obremenjene. Ljudje mogoče ne razumejo vse naše misli, samo vidijo samo tisto, kar je na igrišču. Igralci trenirajo na uro in pol, ma ni to. Ti dan pred tekmo delaš trening, poješ zajtrk, greš na kosilo in pol popoldne moraš počivati. Ti se moraš pripraviti sam pri sebi, tudi danes. Si imel zjutraj trening in pol popoldne si mogel počivati in razmišljati samo o tekmi. Nekateri te plati ne vidijo, koliko odrekanja tukaj in zaradi tega vemo, koliko smo mi se odrekali samo temu in zato verjetno se bomo danes dali duška. Čeprav je najtežje ponavljati uspehe, imajo mariborski vedno kakšno posebno zgodbo, skozi 36 krogov ali po obrobnih utrinkih.
na igrišču ali pa izven tekmovalne površine. Tokrat je imelo tudi Slavje novost pri proslavi s kapetanom v vlogi, ki nismo bili vajeni. Česa podobnega še nismo videli. Jaz tudi, super je bilo presenečen za meni, sem bil tam gor in to je to. Jaz moram tudi pokazati moja veselje, ker sem vesel in skupaj z veličnim navijačkom je vedno motiviram in tudi navija za Maribor na dobre momente, slabe momente. To je to, na koncu vsi skupaj lahko bi prvak.